Danes v Pomurskem dnevniku odvoz konoplje s policijskim helikopterjem. Prestavljen sejem Sobra. Javni razpis kreditov. Edinstveno zdravilo v krvi. Vreme. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V rokah murskosoboških policistov je največji zaseg konoplje v zadnjih nekaj letih. Na otoku, ki ga je ob vasi Benica ustvarila reka Mura, so namreč odkrili plantažo konoplje. Nasad se je raztezal na površini 100x300 metrov, skupno pa je na tem območju bilo posajenih kar 2650 sadik konoplje. 3 moške, stare med 40 in 48 let, so prijeli 3. avgusta v popoldanskem času po dlje trajajoči zasedi. Odvzeli so jim prostost in vozilo, s katerim so se pripeljali. Policisti policijske postaje Lendava so prišli do informacije, da se izven naselja Benica nahaja večji nasad prepovedane droge konoplja, zaradi česar so bile na to strani policistov in kriminalistov policijske uprave Murska Sobota organizirane občasne zasede. Med zasedo 3. avgusta v popoldanskem času je bilo ugotovljeno, da so v nasad prišle 3 osebe, moške osebe, stare med 40 in 48 let. Vsi so slovenski državljani, katerim je bila v nadaljevanju odvzeta prostost, saj so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da so prav te osebe izvršile kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika, za kar je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora. Ob tem jim je bilo začasno odvzeto oziroma zaseženo tudi vozilo, s katerim so se na kraj pripeljali. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil, opravljenim ogledom kraja dejanja, se pravi nasada, in opravljeno preiskavo vozila, je bilo ugotovljeno, da se v nasadu, ki se je nahajal na otoku reke Mure, nahajalo 2650 sadik prepovedane rastline konoplja velikosti med 80 in 110 cm, ki so bile v nadaljnjem postopku zasežene. V zvezi rastlin konoplje je bilo ugotovljeno, da so bile le-te skrbno negovane, gnojene, sam prostor, na katerem so bile pa posajene, pa je bil skrbno pripravljen za ta namen. Ker je bil dostop do nasada zelo otežen, gre za neprehoden teren, močvirna teren, potrebno je tudi prestopiti rokav reke Mure, so preiskovalcem na pomoč priskočili tudi policisti letalske policijske enote. V zvezi rastlin je bil na to upravljen tudi preliminarni test na prepovedane droge, med katerim je bilo potrjeno, da gre za prepovedano drogo konopljo, ki je z uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog na seznamu skupin prepovedanih drog razvrščena v drugo skupino. Ocenjujemo, da bi osumljenci z navedeno količino rastlin in glede na to, kako so bile negovane, pridelali najmanj 600 kg zelo kakovostne prepovedane droge marihuana, to gre za posušene vršičke rastline konoplja, katere vrednost na trgu znaša okoli 2 milijona evrov. Vsi 3 osumljenci so bili s kazensko ovadbo 5. avgusta privedeni pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti, kateri je zoper vse odredil pripor. Glede trojice v priporu policija razkriva le, da gre za državljane Slovenije, potrdili pa so še, da so opravili eno hišno preiskavo. Kriminalisti s preiskavo nadaljujejo z namenom, da bi razbili širšo kriminalno združbo. Osumljencem pa grozi do 10 let zapora. Ja, glede na lokacijo nasada so imeli policisti med izvajanjem nalog kar nekaj logističnih težav pri dostopu do nasada in seveda tudi zavarovanju zasežene droge. Zaradi tega smo na pomoč poklicali prav policiste letalske policijske enote. Kot sem že prej omenil, je šlo za, zelo težko dostopno. Rokav reke Mure ne moreš prečkati z nobenim vozilom, peš tudi ne, celo v tem času, ko je
gladina reke Mure je zelo visoka, zato smo se poslužili tudi tega. Kvadratura, bom rekel, tam okoli 100 krat 300 metrov, recimo, je bila skupna površina, gre, bom rekel, zelo za razvejan del. Je pa tako, da smo te rastline na to poželi s pomočjo helikoptera dejansko, kot ste videli tudi že z različnih prispevkov, prepeljali na kopno. Od tam pa bo seveda v skladu z navodili stroke leta odpeljana na sušenje, zavarovana in kasneje tudi prepeljana v hrambo. Ta torek je na Direktoratu za logistiko Ministrstva za obrambo potekala druga seja programskega sveta SOBRA, 8. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja. Sejem bi moral potekati letos v Gornji Radgoni od 24. do 26. septembra. Pristojni pa so glede na situacijo z virusom COVID-19 sklenili, da bi letos bilo preveč tvegano organizirati takšno obsežno mednarodno prireditev. Tudi v primeru, da bi organizirali sejem, bi bil ta okrnjen zaradi odsotnosti razstavljavcev in obiskovalcev, ki prihajajo na sejem iz tujih držav. Zaradi teh razlogov so se odločili, da 8. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja prestavijo na termin od 23. do 25. septembra v letu 2021. Slovenija si je zastavila cilj, da bo v času svojega predsedovanja Svetu Evropske unije med drugimi prireditvami, ki jih bodo predstavljali v Evropi, organizirala tudi predstavitev nacionalne obrambne industrije. Na sejmu SOBRA 2021 bo prvi dan potekal tako imenovan Industry Day, dan industrije namenjen poslovni in strokovni publiki. Ostale dni pa bodo sledile delavnice in odmevni dogodki, ki bodo poleg strokovne nagovarjali tudi širšo javnost in predstavili slovenske dolžnostne in prostovoljne organizacije z različnimi statističnimi in dinamičnimi predstavitvami. Ob vsem tem bo sejem SOBRA skrbel tudi za promocijo poklicev v vojski in policiji, spodbujal bo prostovoljstvo v civilni zaščiti in gasilstvu ter promoviral sodelovanje s civilno družbo. Tudi pomurski sejem, ki je moral v tem letu odpovedati ali prestaviti vse prireditve, obžaluje, da se je to zgodilo tudi s sejmom SOBRA, saj je nastala velika škoda za podjetje in sodelujoče razstavljavce. Leto 2021 in sejem SOBRA bo tako zaradi predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije še odmevnejši in upamo, da tudi uspešnejši. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis kreditov za blažitev posledic epidemije koronavirusa na gospodarstvo. Gre za novo linijo neposrednih kreditov Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5.000 do 50.000 evrov na podjetje. Skupno razpisanih 25 milijonov evrov kreditov je namenjenih za podporo okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij z področja turizma, ki so locirane izven problemskih in obmejnih problemskih območij, imajo vsaj 5 zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa. Ta poseben kredit pa seboj prinaša tudi določene ugodnosti, kot so nižje zavarovalne zahteve, ročnost kredita do 60 mesecev, možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev, kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 evrov, seveda brez stroškov odobravanja in vodenja. Vloge v okviru razpisa lahko podjetja oddaja elektronsko preko e-portala na Slovenski podjetniški sklad na 2 prijavna roka, in sicer 24. avgusta in 9. oktobra, za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu. Ena od prvih operativnih akcij za novi policijski helikopter Agusta Westland AW169 je bil prevoz požete konoplje iz Benice. Helikopter je iz Brnika v torek poletel proti Prekmurju, da bi pomagal prevažati tovor iz težko dostopnega terena reke Mure. Posadka letalske policijske enote je s helikopterjem pomagala pri odvozu večjih vreč napolnjenih z rastlinami iz nasada konoplje, ki je bila s strani policije zasežena. Glede na lokacijo nasada so imeli policisti med izvajanjem nalog kar nekaj logističnih težav pri dostopu do nasada in seveda tudi zavarovanju zasežene droge. Zaradi tega smo na pomoč poklicali prav policiste letalske policijske enote,
Kot sem že prej omenil, je šlo za, zelo težko dostopno. Rokav reke Mure ne moreš prečkati z nobenim vozilom, peš tudi ne, celo v tem času, ko je gladina reke Mure zelo visoka, zato smo se poslužili tudi tega. Po končani akciji se je helikopter varno vrnil na Brnik. Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino vabi tiste, ki so preboleli COVID-19, da sodelujejo pri zdravljenju bolnikov s COVID-19 v prihodnje. Prebolevniki COVID-19 imajo namreč v krvi morda edinstveno zdravilo. Na podlagi dosedanjih izkušenj zdravljenja drugih koronavirusnih okužb je prebolevniška plazma močno in učinkovito zdravilo tudi za COVID-19, saj skrajšuje čas hospitalizacije in zmanjšuje umrljivost. Iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino sporočajo, da je tudi v Sloveniji pomembno, da omogočimo zdravljenje bolnikov s hiperimunsko prebolevniško plazmo COVID-19. Samo z darovanjem plazme oziroma krvi, ki vsebuje specifična protitelesa in jo imajo osebe, ki so prebolele COVID-19, lahko pridobijo to zdravilo. Vreme. Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 26 stopinj, v Murski Soboti in v Radencih 28 stopinj, ter v Lendavi prav tako 28 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, jutri bo pretežno jasno, vzhodni veter pa bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 17 do 18 stopinj, dnevne pa od 30 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 17 do 18, dnevne pa od 30 do 31 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi še naprej in nasvidenje do jutri.